Medtem ko produkcija pregleda svežih anime vse bolje izgleda, se ironično izbira gledljivih anime drastično slabša. Če se še želite rešiti vnaprej napovedane muke, si poglejte predhodne epizode pregledov animejev. Rešite se, dokler se še lahko. Ok, hecam se. Odkrito rečeno je že precej očitno, da se bo pojavljalo vse več takih, ki niso vredni niti omembe. Nekateri anime pa so povsem nerazumljivo popularni. Če mi je kateri od novejših animejev nerazumljiv, je to JoJo's Bizarre Adventure. In tako kot že na sam naslov namiguje, gre za zelo bizaren anime. Vsebinsko morda še spremljiv, samo dogajanje pa precej tečno. Glavna tema pa je bitka premožne družine Joestar s kretenskimi sovražniki. V prvi epizodi se predstavi mladega Joestarja in enako starega Brenda. Ker je Brendov oče umrl, le-ta pa ima pri družini Joestar v dobrem še veliko uslugo, ga ta družina sprejme kot novega družinskega člana. Brendov načrt pa je popolnoma uničiti življenje mladega, razvajenega Jonathana. Med njima se zato treba spopadi. Prva epizoda je zato zelo tečna in neumno vzpostavljena. Ker pa je po koncu epizode že napoved preskoka 7 let, se, upam, da anime malce skulira. Če pa bi se moral kdo skulirati, če preden ustvari anime, so to avtorji serije Ebite. V tej sezoni trenutno najbolj glup in brezpomensko negledljiv anime. Štorija se vzpostavi kot neka herojska dogodivščina astronomskega šolskega kluba. Vse skupaj pa se potem nadaljuje z absurdnim artom, kjer ni potrebno dvakrat omeniti pretirane velikosti frizur, nadaljuje pa se z neumestnimi perverznimi scenami, klišejsko vzpostavljenim šolskim predsedniškim kabinetom in neumnim sprejemnim testom novinke. Tukaj minus in minus ne prineseta matematični plus, ker sem se med gledanjem smejal resnično brezpomenskemu dogajanju. Kaj za vraga jaz to gledam? To še ni vse. Drama tragedija se nadaljuje še z enim umotvorjem japonskih studijev. Animejska parodija na znane konzolne igre pod naslovom Aoi Sekai no Chushin-de. O samem dogajanju ne morem veliko povedati, lahko pa samo omenim, da se vrti okoli vojne med Sega Kingdom in Nintendo Empire. Če ste razbrali iz ustnic, je parodija na igre iz Sega in Nintendo podjetij. Torej notri najdemo v malce drugačni obliki znane like iz Sonika, Super Mariota, Zelde in še mnoge druge. Kam bo to nesmiselno fantazijsko dogajanje peljalo, se mi tudi sanjalo. Lahko pa si mnenje o anime ustvarite še sami. Kvaliteta anime vse bolj upada, še vedno pa zna biti nekaj izjem v tokratni sezoni. Poleg tega precejšnjega zanimanja za morebitne preglede mank oziroma japonske streame pa doslej tudi ni bilo. Anime so pač zakon. Kaj več o svežih jesenskih animih še prihodnjič.